Ja, lepo pozdravljeni zopet v mojem novem vlogu EU4U, kjer vam poskušam približati tisto, kar EU počne za vas v vaših vsakdanjih življenjih. Doslej smo obdelali tako že izobraževanje, zaposlovanje, prehrano, zdravje. No, ostaja nam sociala, tisto, kar je mnogim najbližje in kar nas takole na prvo žogo najbolj skrbi. Velikokrat slišimo, da je EU tisti bav, ki nam hoče vse socialne pravice skrčiti in odpraviti, vendar naj vas razveselim in pomirim. Temu pravzaprav sploh ni tako. Evropska unija, ki je nastala po drugi svetovni vojni, vemo, da so bili takrat kar hudi časi, se namreč s socialnim stanjem svojih državljanov ukvarja že od takrat, ko je ustanovila Evropski socialni sklad, ki je eden najstarejših skladov. Iz njega potem države članice financirajo ukrepe za boj proti brezposelnosti, boj proti revščini, za boljše zaposlovanje in tako dalje. V Sloveniji se je iz tega namreč financiralo tudi zaposlovanje mladih diplomantov, saj imajo delodajalci subvencionirano zaposlovanje ljudi pod 30 letom starosti. Prav tako se je sofinanciral marsikateri večgeneracijski center za boljše vključevanje starejših in ranljivih skupin. No, Evropska unija se bori tudi proti revščini, prav tako iz naslova socialnega sklada in nekaterih drugih, s katerimi pa razpolagajo države članice, kar pomeni, da v bistvu sredstev ne morete zaprositi direktno pri Evropski uniji, ampak na ministrstvih in ostalih pristojnih organih ali organizacijah. Tako potem sredstva pridejo, upajmo, da do tistih, ki jih resnično potrebujemo, in državljani lahko verjamemo, da se tudi EU bori proti socialni izključenosti, revščini in si prizadeva za več enakosti in vključevanja vseh državljanov. No, če ne verjamete, pa si lahko vse to preberete tudi na moji spletni strani, kjer objavljam dodatne povezave na www.mojcaerjavec.eu ali mi sledite na mojih družbenih kanalih, YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitterju in še kje. Tako da se veselim vseh komentarjev in vam želim čudovit dan še naprej. Pa!